Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. V mestu vre in seveda so se protestniki, ki seveda nasprotujejo vsem ukrepom na mariborski občini, predvsem ukrepom mariborskega župana, nekako združili tudi in uporabili moderne oblike komunikacije preko Facebooka. Ta stran, ki je vzpostavljena, ima že več kot 8000 članov in z mano je eden od ustanoviteljev, ne bomo povedali njegovega imena, pozna ga ne noben, zato ga lahko posnamete. Torej, stran je tukaj, ogromno ljudi se je zbralo z istim namenom. Gotov je. Aha, to je ta slogan vaš. Ne, vi morate ja reči. Ja. No, še enkrat. Jaz ne morem, ok. Ja, ne, vi še enkrat dovod zdaj naredite, ne? Ok. Z mano je eden od pobudnikov in ustanoviteljev te Facebook strani. Gotov je. Tako. Ne, ja, morate reči. A ja, pardon, ok. Z mano je eden od pobudnikov Facebook strani. Gotov je. Ja. Ne, normalno, ja, rečete. Ziljeno, ja, ker se... Pardon, pa jaz novinar, jaz se ne smem strinjati. Jaz se ne smem strinjati. Kaj se ne strinjate, da Gotov, ali kaj? No, pa to se lahko pol pogovarjamo. Dušan! Kaj je, mama, no čakaj, vi Kaj delaš? intervju davam, kaj si zmešana, kaj? Za koga? Tu, za... Pa kaj boš ti intervjuje dava delati, se spravi nekaj, 20 let si brezposeln. Pa pravim tu za... Jaz sem ti ne več nara dajala. Za Kanglera pravim, da je Gotov. Pa izpit naredi za avto, še enkrat gled, kaki stari ojci pa babo, neko si najdi. Gotov je, mama. Kdo je Gotov? Župan. Torej, drage dame in gospodje, kot vidite, to so ti, ki skrbijo za to Facebook stran, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Z nami je kulturno-umetniška skupina Reporter Milan, pa če se kar sami predstavite. Ja, moje ime je Dejan, tu zraven mene je... Šalca. In zraven Šalca je... Zdrav, Tine. Recimo, danes zjutraj bi v Cajtnikah moglo pisati, namesto tega, da so izruvali 11. ne, bi moglo pisati, recimo, ker tega še ne štejemo, 10 proti 12. Kaj to pomeni? 10 pomeni uničenje radari, 12 pa Kanglerove ovadbe, ne? Jaz sem rekel, da jih podpiram do neke mere. Nisem bil sicer zraven, no to ne, ampak žal mi je, da se je tako pozno to zgodilo, moglo bi se prej, pa če žal mi je, da tako daleč prišlo, ne. Da bi človek mogoče lahko tudi sam ugotovil, kdaj je dovolj, ne. Recimo, mi, ko bomo tretjič šli na oder, pa se ne bojo smejali, verjetno četrtič več ne bomo šli, ne. Če pa bomo šli, bomo pač malo nori, ne. Sicer mi noben od nas ne odobravamo vandalizma, ne, to je vedno ena taka skrajna in oblika pač nekega protesta, ampak je pa enostavno tak, kot je ne nazadnje, oziroma bo vsak trenutek tudi Šalca povedal, ne. Enostavno je šlo predaleč, ne. Maribor je do neke vrste, do neke mere mesto, ki je upogibalo hrbet, zdaj pa enostavno v tej krizi enostavno tak ne gre več, no in je, seveda smo zraven kot pravi in prisni Mariborčani, absolutno. Ime so mu dali Franci, ker so pač takrat vsi svojim otrokom dali Franci ime. Osnovno šolo je uspešno končal v Dupleku, ker so vsi takrat uspešno končali. Kot otrok je skozi okno gledal na edino križišče v Dupleku, dostikrat, takrat še ni vedel, da ima to globi pomen. Za razliko od župana smo mi trije Mariborčani in tudi mariborsko govorimo, ne. On ni Mariborčan, on pač ima stalno prebivališče tu, spi pa še vedno v Dupleku, ne, kar tudi se odraža na nekaterih odločitvah in takrat, ko je jezen, govori tako, da ga težko razumemo. Je pa, hvala Bogu, zadnji čas, ne, ker ljudje ne more biti eksperiment njegovega finančnega poslovanja, ne. Če se ti malo bolj nepozljivo pelješ z enega konca mesta na drugega, pomeni, da si ob 1000 ali pa 1500 evrov, ne. To normalno ni, ne. Take vrste represija oziroma tako postavljanje teh nagnusnih stolpov samo zato, da se polni blagajna javno-zasebnega partnerstva, ne, to je vse strašno vprašljivo. To, da kurijo, ne odobravamo, samo on je sam grmado nalagal, ne. Nekdo je samo vžgal, ne, samo je skozi vsa ta leta nalagal svinjarijo, zato pa zdaj tu dela mega komunalno podjetje, zaradi tega, ker snaga tega več spucati sama ne more, ne.